Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o kompleksnosti osebne odgovornosti za trenutne razmere na svetu. Zopet opažam, da se v družbi krepi neka nestrpnost do trenutnega stanja v družbi, predvsem v Sloveniji, in da spet nekateri želijo organizirati neke ulične proteste, da bi se protestiralo proti nekim ljudem, ki naj bi bili najbolj odgovorni za trenutno stanje. Glede tega bi rad razložil, kako vsak od nas sovpliva in soustvarja stanje na tem svetu in kaj vse spregleda večina ljudi. Začel bom pri odgovornosti v smislu dopuščanja oziroma ignoriranja. Ljudje mislijo, da samo če nekaj naredijo, če grejo v neko akcijo, so potem odgovorni za posledice svojih dejanj. Ampak, kar prvič večina ljudi ne ve, je to, da ima vsak od nas možnost raziskati, kakšne so razmere na tem svetu, kako ta svet funkcionira. In če opazimo, da nekaj ni v redu in ne naredimo ničesar, da bi se stvar izboljšala, da vidimo, da nekdo trpi in pustimo to trpljenje, da še naprej obstaja, potem smo mi za to svojo neaktivnostjo oziroma ignoriranjem prav tako podprli in soustvarili ta dogodek, torej, da ga še naprej dopuščamo pri obstoju. In ko seveda želimo nek dogodek, ki smo ga opazili, ko nekdo trpi, spremeniti, je zopet potrebno zavedati se, kaj je vse vplivalo, da je ta dogodek nastal. Potrebno je raziskati zgodovino nastanka tega dogodka, tega stanja, razumeti poglede vseh udeležencev in potem videti, kako lahko na nek miren, razumevajoč način stvari izboljšamo. Če pa se počne na ta način, kot se sedaj, torej, da se gre na ulice in se protestira in se z čustveno agresijo krivi določene ljudi in se potem tudi izvaja fizične, agresivne, nasilne aktivnosti, kot so uničevanje javne lastnine ali celo pretepanje. Tukaj se pa ne prevzema odgovornosti, torej ljudje, ki so udeleženi v takih protestih, si ne vzamejo časa, potrpežljivosti, da bi raziskali ozadja za nastanek trenutne situacije. Potem so pa še bolj subtilne dimenzije naše odgovornosti za trenutno stanje na svetu. Kajti za vsako sleherno mislijo, za vsako sleherno odločitvijo mi v bistvu glasujemo za to, kakšen bo svet v prihodnosti. Ljudje mislijo, da dajo glas samo takrat, ko so razpisane neke državne volitve. Toda mi z vsakim trenutkom, ko nekomu ali nečemu namenimo našo pozornost, našo energijo in z vsako odločitvijo, ko nekomu damo denar, ko nekaj kupimo,
glasujemo z tem, kar mi v tem sistemu aktiviramo, z našimi aktivnostmi mi potem podpiramo določene strukture. Če recimo gremo v trgovino in nas zanima samo najnižja cena izdelka, ne pa tudi kvaliteta, na kakšen način je bil izdelek izdelan, kje je bil izdelan, kaj vse je bilo vpleteno v to, da se je ta izdelek izdelal. Potem pa seveda trgovcu sporočamo, da nam je glavna samo najnižja cena in bo potem trgovec iskal samo najcenejšega dobavitelja in posledično bo tudi kvaliteta padla. In zato se kvaliteta izdelkov in hrane vse bolj niža oziroma je komaj na zadovoljivi ravni, zato ker mi za svojim vsakodnevnim glasovanjem, z nakupom, z investicijo našega denarja to podpiramo. Potem pa obstajajo še bolj ezoterične ravni naše odgovornosti. Kajti, če mi gledamo na razmere na tem svetu in na našo odgovornost samo v kontekstu te naše ene inkarnacije, se pravi našega življenja od rojstva do smrti, potem tukaj ignoriramo našo duhovno odgovornost. Kajti, mi smo živa bitja, duhovna bitja, ki smo inkarnirana v teh fizičnih telesih. In seveda zdaj nekateri še niso raziskali in spoznali dejstva o obstoju inkarnacije in kako reinkarnacija deluje. Ampak dejansko vsak od nas se je tukaj na tem svetu inkarniral že nekaj desetkrat, nekaj stokrat, nekateri celo več tisočkrat. In vsakič smo z našo aktivnostjo ali neaktivnostjo na tem svetu sodelovali pri temu, da so se stvari razvijale v tako smer, kot smo jo dopuščali oziroma podpirali. Torej, mi smo odgovorni ne samo za naše aktivnosti v tem našem življenju, v tokratnem življenju, ampak tudi za vse naše aktivnosti v preteklih življenjih, v preteklih inkarnacijah. Ne glede na to, ali se tega zavedamo ali ne. Zato je res povsem neodgovorno, če delamo odgovorne za trenutne razmere na svetu neko majhno skupino ljudi ali določene posameznike, ker se s tem odpovedujemo naši lastni odgovornosti. Torej, potrebno je sprejeti našo lastno odgovornost, razumeti, da smo tudi mi izjemno močno odgovorni za trenutne razmere na svetu in da nehamo s prstom kazati navzven in da naprej se notranje čustveno stabiliziramo, da si rečemo, ja, tudi jaz sem odgovoren, potem pa da na miren, zdravorazumski način poiščemo, kako bi lahko na zakonsko sprejemljiv način skozi politične mehanizme spremenili zakone na ta način, da bi bilo brezpogojno zagotovljeno zadostojne življenjske razmere vseh živih bitij na tem planetu. Torej, prva pot je lastno zavedanje svoje lastne odgovornosti, osvobajanje od uma, čustvena stabilizacija in za ta notrni proces priporočam vsakemu spletni brezplačni uvodni tečaj DIP Light. Naslednji korak so pa politične spremembe. Za ta namen smo pa pripravili
določene predloge. Nekateri poznate že UTD, univerzalni temeljni dohodek. Mi smo pripravili še izboljšano različico tega, ki se imenuje ZŽD, se pravi zagotovljeni življenjski dohodek. Potem pa še enakovredni denarni sistem, ki je pa končna naslednja faza zagotovitve dostojnih življenjskih razmer na tem svetu za vsa živa bitja. Povezave do tega spletnega tečaja in do teh političnih predlogov lahko najdete v opisu tega videoposnetka, tako da vas vabim, da se vpišete na ta tečaj, da se nam priključite, da bomo čim prej skupaj spremenili zakone, izboljšali družbeni sistem in da bomo potem lahko živeli na tem svetu v veliko večji harmoniji, v sožitju in v izobilju. Hvala lepa in nasvidenje.